Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni na okrogli mizi Zveze asfalterjev Slovenije, izzivi pri gradnji, vzdrževanju in financiranju cest. O stanju gradbeništva v Sloveniji v zadnjih letih ne moremo govoriti s presežniki. Država za gradnjo cest nima posluha, vsaj zdi se tako, zato smo danes tukaj, da skupaj poskušamo najti rešitev. Dejstvo je namreč, da je gradbeništvo panoga preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. In če ne gradimo, se tudi ne razvijamo. Pred leti se je v avtoceste in cestno omrežje veliko vlagalo. Po letu 2010 pa so se investicije skoraj ustavile. Zato 6000 kilometrov oziroma tretjina državnih cest danes vsakodnevno propada, kar kot vozniki občutimo tudi sami. Pomembno vlogo pri izboljšanju stanja bi prinesla uvedba zlatega pravila vlaganj v prometno infrastrukturo. To bi tudi pomenilo učinkovito planiranje in realizacijo projektov prometne infrastrukture. In z nami so danes tako ključni predstavniki države, kot tudi največjih gradbenih podjetij, ki skupaj predstavljajo več kot 1800 delovnih mest in 25% tržni delež in dovolite, da jih predstavim. Če začnem na moji levi strani, gospod Damir Topolko, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Gospod Franc Kok, član uprave Darsa in gospod Peter Lipar, predstojnik Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Na moji desni strani pa so gospod Igor Barnič, predsednik uprave Pomgrad, gospod Martin Gosenca, predsednik uprave CGP-ja, gospod Kristjan Mugerli, direktor CPG-ja in gospod Primož Petrič, ustanovitelj podjetja Mapri. Še enkrat lepo pozdravljeni, hvala lepa, ste v moji družbi. Na koncu bom seveda za vaše mnenje, poglede in vprašanja povabila tudi vas, cenjena publika. Sedaj pa bi začela z vami, gospod Topolko. Vi ste direktor direkcije, ki trenutno je tudi največji naročnik investicij na področju državnih cest in železnic. In izjemno nestabilna in nepredvidljiva investicijska aktivnost države povzroča ogromna nihanja povpraševanja na trgu gradbeništva. Če pogledamo nekaj podatkov, v zadnjih 10 letih je povprečna sprememba vsega delu gradbeništva znašala kar 17,5%, medtem ko je v sosednji Avstriji znašala le 2,5%. Obseg gradbenih del je v zadnjih 2 letih padel iz 3,5 milijarde na 1,5 milijarde evrov. 5-letni drsni investicijski plani, kot jih imajo v sosednji Avstriji, oziroma tako imenovano zlato investicijsko pravilo, s katerimi skrbijo za stabilen trg povpraševanja v gradbeništvu, pa se slovenske države ne tiče oziroma vsaj zdi se tako. Kako komentirate? Ja, lep dober dan vsem. Zastavili ste mi zelo obsežno vprašanje, pa bom poskušal čim bolj kratko odgovoriti. Res je, v prejšnji oziroma v tej iztekajoči se finančni perspektivi je gradbeni sektor zelo nihal. Večina gradbenih del je se izvajala v letih 2013 do 2015, nekaj pred tem, ampak največ recimo v letošnjem letu. Da bi se temu izognili v prihodnosti, smo med tem pripravili, sigurno ob izvedbi teh projektov smo pripravili nove projekte za novo finančno perspektivo in sedaj sledijo že v naslednjem mesecu in v naslednjih mesecih sledijo večji razpisi sicer na področju železniške infrastrukture in ti projekti bodo izvajani enakomerno v letih od 2016 do 2020. Ne bo takšne koncentracije izvede projektov tam v letih 2019-2020 ali še kasneje. Tako da zagotavljamo enakomerno izvajanje teh projektov. Na drugi strani smo na področju cestne infrastrukture, vsaj za naslednji 2 leti, že zdaj so zagotovljena bistveno večji obseg sredstev
za investicije in investicijsko vzdrževanje, ker vemo, da na področju cest ni možno več sofinancirati izvedbo projektov z evropskimi sredstvi. Na drugi strani je tudi v pripravi operativni načrt za 6 let, drsni investicijski na podlagi sistema drsnega plana. Ta operativni načrt bi naj bil sprejet do sredine prihodnjega leta. Seveda za izvedbo, za realizacijo takšnega operativnega načrta je seveda potrebno zagotoviti dodatna namenska sredstva. Danes imamo teh sredstev cirka 150 milijonov in je potrebno zagotoviti še dodatnih cirka do 200 milijonov. Seveda to je odvisno od tega, kakšno dinamiko izvedbe tega plana želimo, ne. Za kakšno dinamiko se bomo dogovorili. Mogoče bi še to dodal, sigurno, zakaj se je to dogajalo v prejšnji perspektivi, to je posledica tega na eni strani priprave projektov, na drugi strani tudi neustreznega financiranja, ki smo mogli priča pač v prejšnji perspektivi, ki je bilo predvsem odvisno od proračunske logike financiranja. V trenutku, ko je prišlo do teh namenskih sredstev, se je ta stabilnost izvedbe projektov je postala večja, zato ker so pač bila ta sredstva, smo jih lahko napovedali in se je zagotavljala določena stabilnost in na podlagi tega so tudi ti projekti bili pripravljeni, sicer jih danes ne bi imeli, ne. Mogoče toliko na kratko. Hvala lepa za uvod. Gospod Franc Kok, Dars je v obdobju od leta 2010 do 2015, to se pravi v zadnjih 5 letih, vlagal 75 milijonov evrov letno vzdrževanja avtocest. Ali ste v Darsu zadovoljni s potekom realizacije obnovitvenih del na obstoječem avtocestnem omrežju ter preostalih večjih investicijskih projektov, ki potekajo v letošnjem letu? Ja, hvala za besedo. Jaz moram reči, da se je investicijski ciklus na Darsu nekako začel spenjati v drugi polovici leta 2013. V letu 2014 so se že pokazali prvi rezultati in smo nekako že uspeli vse zastavljene cilje realizirati tako na obnovitvenih delih in pa pripraviti projektno dokumentacijo tako daleč, da smo v letu 2015, o katerem me sprašujete, kako smo zadovoljni, lahko pričeli z deli na odseku Draženci-Gruškovje. Končno nam je uspelo dokončati odsek Koper-Izola z predorom Markovec. Na obnovitvenih delih pa smo prav tako uspeli obnoviti kompletno zadano nalogo, 100% moram reči, kar bi se zahvalil tudi izvajalcem, ki so res temeljito in kakovostno upravili delo. 40 km avtocest nam je uspelo obnoviti v letošnjem letu. Pripravljeni so tudi ostali projekti, kar pa bom seveda potem še kasneje povedal več. Pa mogoče nadaljevati tukaj. Kakšen je torej poslovni načrt novih investicij ter naložb v obstoječo infrastrukturo Darsa za recimo prihodnje leto, pa potem, če gledava tudi za srednjeročni plan za leto 2018 in 2019? Ja, kar se tiče obnovitvenih del, to, kar verjetno tudi največ naše asfalterje zanima, je zagotovo to, da ta ciklus bomo še povečevali. Za leto 2016 imamo predvidenih približno enako število obnovitvenih del oziroma kilometrov, za leto 2017 in 2018 pa naj bi se zadeve še povečale. Tako za leto 2017 oziroma 2017 predvidevamo, da bi obnovitvenih del samo obnove asfaltnih površin namenili okrog 56 milijonov evrov in na teh nivojih naj bi se potem v naslednjih letih ta obnovitvena dela tudi nekako vrtela. Jasno, seveda, vse te programe mora letno potrditi Ministrstvo za infrastrukturo, vendar z njimi delamo usklajeno in upam, da bodo kratkem to potrdili, da bomo lahko takoj začeli z aktivnostmi, ker vemo, da nas na vseh zadevah čakajo tudi javni razpisi, ki so kar dolgotrajni. Kar se tiče ostalih stvari, srednjeročno moram reči, da so programi pripravljeni, operativni program razvoja prometne infrastrukture skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo usklajen, seveda ni še potrjen, kot je bilo že omenjeno, naj bi bil sprejet v drugi, mislim, da nekje v sredini leta 2016. Načrti so kar smeli, jasno potrebni bojo pa predvsem nekih pogojev. Bi pa omenil za to srednjeročno obdobje zagotovo to, da se bodo začeli aktivnosti že pri izgradnji predora Karavanke. Predvideno je, da koncem leta 2017-2018 naj bi že pričeli z izgradnjo. Prav tako
naj bi bili pripravljeni projekti za tretjo razvojno os sever-jug, ki je zagotovo potrebna za slovenski razvoj. Jasno, tu so še projekti razširitve Ljubljanskega obroča, potem povezava Slovenske Istre z Hrvaško, priključek Šmarje-Sab, potem priključek Brezovica. Skratka, teh projektov je kar veliko in mislim, da če bojo ostali pogoji, ki so potrebni za to, izpolnjeni, da se lahko kaže neka perspektiva tudi za gradbeništvo. Hvala lepa. Gospodje direktorji, vi na drugi strani ste v gospodarstvu 1841 delovnih mest v bistvu skupaj predstavljate oziroma omogočate, pa me zanima za vas kar enako vprašanje. Kaj vas v vašem poslu najbolj teži, s čim imate v resnici, prosto vprašam, največ skrbi? Gospod Igor Banič. Dobar dan, tudi z moje strani. Kaj nas najbolj skrbi? Najbolj nas skrbi to, da delamo v zelo nestabilnih razmerah, se pravi, kjer je težko, bom rekel, 1 leto, pol leta naprej povedati, kakšno realizacijo, s kolikim številom ljudi, kaj bomo rabili, kakšna je naša smer razvoja, ker v takih razmerah se je nemogoče, bom rekel, kvalitetno pripraviti, v enem delu tudi specializirati. Definitivno nas zelo skrbi poslovno okolje, v katerem delamo, ki ga v veliki meri kreira država, ker smo glede na krizo, ki je odvisni v veliki meri od javnih razpisov in dosti energije trošimo dejansko na to, da eni drugim dokazujemo, da imamo prav in da potem po dolgotrajnih postopkih nekako pridemo do projektov v izvajanju, kjer se potem seveda po najboljših močeh trudimo, da to izvedemo. Definitivno je pa potem glede na konkurenco velik problem ta cenovni nivo, ki se zdaj spet pojavlja zelo na nizki ravni, ki nam bo po moje za naslednje obdobje spet onemogočil kakršnokoli, bom rekel, kvalitativno rast tako na področju izboljšanja kvalitete našega dela, kot tudi kvalitete opreme, ki jo imamo. Brez vsega tega pa nimamo možnosti, bom rekel, tudi biti širše poslovno regijsko aktivni. Hvala lepa, gospod Martin Gosenca. Hvala za besedo, tudi v mojem imenu. Strateško gledano z vidika našega podjetja je prav tako najtežje planirati nek razvoj podjetja. CGP zaposluje 600 ljudi, je stacioniran v Novem mestu in je nekdaj specializiran za izgradnjo ceste in cestne infrastrukture. Imamo veliko namenskih strojev prav za izgradnjo tega, ki so v zadnjih 5 letih stali na dvorišču in rjaveli. Sedaj smo jih končno recimo uspeli predstaviti na Gruškove in dati v uporabo. Bi jih pa potrebovali v tem primeru še nekaj več, ampak se jih enostavno ne upamo investirati v investicije, ker ne vemo, kaj bo po Gruškovju, ali bo še naslednji odsek, ali se bo gradilo, ne vem, od Postojne do Hrvaške avtocesta. Torej, enostavno ne vemo, kjer v smer se orientirati, ali v infrastrukturo, visoke gradnje. Potem veseli me, da govorimo o tem 5-letnem planu oziroma nekem investicijskem oknu strani investitorjev, ker to je tisto, kar rabimo, ne. En primer, recimo v Novem mestu se zdaj planira prvi nekak del 3. razvojne osi, ki je najdlje, ki naj bi šel najprej v izvedbo. Plan je bil najprej 2016, sedaj je premaknjen v 2018, ampak kolikor vidim, kaj se dogaja, ker smo z Novega mesta, smo malo bolj na tekočem glede tega, se stvari odvijajo prepočasi. Tako da jaz verjamem gospodom z Darsa, da oni res delajo vse od sebe, dajo vse od sebe, da to peljejo naprej, ampak če bo tukaj lahko še ostala ministrstva, nek konsens med vsemi resornimi službami zagotovljen, da bojo res takrat, ko bojo rekli, ne vem, leta 2018 pa to, leta 2019 to, potem bo to res nek napredek za gradbeništvo in se bomo lahko orientirali in usmerili v nek razvoj, ne. Jaz bi sem rekel, neka moja teza, ki sem jo razmišljal za ta kolokvij je, da če ne bomo kmalu pristopili in res s konsenzom v vseh teh službah, ministrstvih, da bo slovenska gradbena operativa nazadovala in na koncu bojo trg prevzeli tujci, nažalost. Hvala lepa, gospod Kristjan Mugarli.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem vesel prvih dveh sogovornikov, ki sta vseeno kanček upanja vlila, da drugo leto se predvsem na državnih cestah obeta bistveno več denarja kot letos, tako da nekako zremo malo bolj optimistično po teh besedah naprej. Je bilo pa najbrž kar eno leto zdaj kar tako turbulentno in smo bili kar vsi malo v strahu, kako se bo začelo leto 2015, vkolikor bojo res razpisi šli ven in vidim, da neki razpisi so že zunaj, bo nekako za tisto osnovno operativo verjetno dovolj prostora, ne? Vendar je tukaj druga nevarnost, ker smo tudi, vidim zdaj na nekaterih razpisih, mislim, da na 500 000 evrov vrednem poslu 18 ponudnikov prijavilo, ne? Tako da bo prihajalo do tega, da, kot je kolega Banič rekel, do niženja cen, najbrž do rahlega ali pa zmernega dumpinga, se tako izrazil, ne? In to gotovo ne bo pripomoglo k nekemu stabilnemu poslovnemu okolju. Tukaj je gotovo zelo velika verjetnost, da te cene ne bojo tako hitro zrasle in prišle na normalno rast, in s katerimi bo potem lahko namenili več denarja v investicije, v opremo, v znanje, in tukaj bo spet korak nazaj. Vendar jaz sem optimist in upam, da zdaj s temi večjimi deli Gruškovjem, pa tudi recimo, če bo država na državne ceste okrog 90 milijonov v naslednjem letu investirala, da bomo nekako vseeno uspeli ohraniti neko kondicijo, ki imamo sedaj. Hvala lepa. Gospod Primož Petrič. Ja, lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Jaz prihajam z družbe MAPRI oziroma MAPRI ProAsfalt. Zaposlujemo 70 delavcev, poleg teh 70 tudi nekaj kooperantov, podizvajalcev, na katera tema se bom jaz tudi v nadaljevanju navezal. Jaz mislim, da poleg teh finančnih problemov, ki nas vse pestijo, tem težavam se pridružujejo tudi druge težave, ki še dodatno spravljajo nas gradbena podjetja oziroma podjetja, kateri nekako izvajamo dela, imamo lastno operativo, svoj kader, lastne zaposlene, lastno tehniko, še v dodatno težavo. Kolegi so o teh finančnih stvareh nekaj povedali, jaz se v to ne bi toliko zapletal. Moja želja je, da nam država zagotovi neke pogoje, minimalne pogoje za normalen razvoj, za neko doseganje kvalitetnih storitev in pa za neko dolgoročno poslovanje, kar je nujno potrebno za vse sfere, tako za izobraževanje in tako naprej. Ne smemo pozabiti, da je v gradbeništvu registriranih skoraj 9000 podjetij brez enega zaposlenega. Teh 9000 podjetij, nekateri od njih dosegajo par 100 000 evrov prometa, nekateri dosegajo tudi par 10 milijonov prometa, potem statistika, katero sem se pripravljal na tako lokvi, kaže, da potem od naprej do 2 delavca, do 5, do 10, do 30, do 50. Skratka, za nas operativce ta pokazatelj ni dober. Mislim, da poleg zagotovitve države, da zagotovi sredstva, mora urediti tudi zakon o javnem naročanju v to smer, da se bi na tem področju tudi nekaj spremenili v prid operative. Mogoče pol nadaljevanje še kaj več o tem. Hvala lepa. Gospod Lipar, vi prihajate z fakultete za gradbeništvo. Pri vas ustvarjate, če lahko tako rečem, najbolj perspektivne gradbene kadre. Kakšno je stanje pri vas? Zdi se namreč, da mladi vse prepogosto uhajajo znanje, ki ga pridobijo pri nas in je odlično, ampak z njim odidejo v tujino. Dobro večer. Ja, mi smo tovarna inženirjev, nekaj naših študentov je danes tukaj in sem prav vesel, da lahko poslušajo po eni strani dost, bi rekel, optimistične napovedi, ampak dejstvo je, da mladi ljudje pač ne vidijo svoje budućnosti v gradbeništvu. Zdaj, iz česa to vem? Enostavno iz upisa v prvi letnik gradbeništva. V tistih letih, o katerih ste govorili, da smo imeli še zadnje leto
porast gradbeništva, se pravi okrog leta 2010, ne, če se ne motim, no, tisto leto je bilo tudi pri nas največ študentov vpisanih v prvi letnik in sicer nekaj čez 240. Letošnje leto smo dosegli absolutno dno in nas je vpisanih v prvi letnik 59 študentov. Celotna številka študentov, vseh študentov, kar jih pač imamo na naši fakulteti, se je praktično v 5-6 letih razpolovila. In se bojim, no, če lahko temu tako rečem, ne, če se bodo te projekti res uresničili, če bo zadeve, da se bojo obrnili na boljš, kdo bo te projekte v bistvu izvrševal, kdo jih bo delal. Omenili ste beg možganov, ni tako, bi rekel, drastičen. Jaz pravzaprav po svoje sem tudi vesel, da moji študenti odhajajo v tujino, vsak mu zelo rad napišem tudi priporočilo, ker brez priporočila ne more dobiti kakšne dobre službe, to je jasno. Vendar mislim, da je to za nas zelo dobro, seveda, če se ti študenti potem po nekaj letih prakse vrnejo k nam in v bistvu svoje znanje oplemenitijo od zunaj. Dejstvo pa je, da so nekateri res tako dobri, da saj za ene par jih vem, da vprašanje, če jih bojo pustili nazaj. Hvala lepa. In če se primerjamo s sosednjo Avstrijo, odpovedni roki za zaposlene v gradbeništvu so pri sosednji do 30 dni, pri nas imamo 80 dni najmanj. Poleg tega imajo zakonjen obvezen sklad BAV, ki skrbi za izplačilo odpravnin, izplačilo zaposlenim za primere slabega vremena, dopustov in podobno, ki dodatno zmanjšuje tveganja poslovanju gradbenih podjetij in seveda tudi preprečuje neetična ravnanja posameznih delodajalcev. Gospod Banič, vprašanje za vas. Zakaj torej slovenski gradbinci ne delajo več v tujini? Ja, to je, bom rekel, ni enoznačnih odgovorov, seveda. Zakaj ne delamo v tujini več del, ste navedli vi. Se pravi, naša delovna zakonodaja je v veliki meri nefleksibilna, da bi si upali, bom rekel, projektno zaposlovati in potem dejansko dinamiko števila ljudi prilagajati projektom, ki jih imamo trenutno na voljo. V tujini je to bistveno lažje rešljivo, bistveno bolj fleksibilno, je pa po drugi strani tudi zaščita ljudi večja, ker imajo že skozi projekt izvedena plačila za čas, ko so brezposelni ali ko skozi zimo čakajo doma na delo. Pri nas so ti odpovedni roki dolgi, jaz bi rekel, mogoče na tem mestu tudi na tem delu se je nekaj premaknilo po 2 letih dogovarjanja. Mislim, da smo uspeli spraviti skupaj novo kolektivno pogodbo, se pravi, je bila neka vrsta fleksibilnost tako na strani sindikatov kot tudi delodajalcev in jaz bom rekel, da je to za čas, ko kriza nekako spet prihaja, relativno velik dosežek, da se je ta socialni dialog še zmeraj vodil v pravo smer in da je kolektivna pogodba za panogo gradbeništva nekako pred podpisom in se bo začela z začetkom leta uporabljati. Po drugi strani pa vsa podjetja, ne samo v naši panogi, za predor na tuji trg rabijo neke vrste specializacijo, se pravi, mi smo na tem trgu, ki je zelo nestabilen, dejansko vsi prisiljeni v neke vrste univerzalno gradbeništvo, vsi se bavimo nekaj z visokogradnjami, z nizkogradnjami, vsak v enem delu nekaj malega, bom rekel, ima specializacije, ampak kaj resnega regionalnemu ali pa širšemu evropskemu trgu nimamo za ponuditi. Drugo, rabimo podporo politike za prodor na tuje trge, tako kot jo imajo vse normalne države, tudi tukaj smo bolj kot ne bosi. In tretje, seveda za predor na tuji trg rabiš podporo finančnih inštitucij, ki pa si vemo, kakšna je. Sedimo tukaj v bistvu predstavniki branže, ki je v krizi ali prihaja spet v krizo, po drugi strani tudi banke se svojih težav ne morejo rešiti, tako da podpora našemu poslovanju je bolj kot ne uboga. Vemo z preteklosti, kaj se je vse dogajalo, smo več ali manj kot dejavnost na črni listi vseh bank in je zato težko pričakovati, da bi se v taki kondiciji, kot smo, resno ukvarjali za tujino. Neki posamezni poskusi poslovanja, se pravi v Avstriji, na Hrvaškem, pa to so kaj večjega, pa jaz verjamem, da v tem trenutku nismo sposobni. Gospod Gostince, kako na to gledate pri vas? Jaz bi to vprašanje razumel predvsem z vidika, da so to neki dodatni fiksni stroški za naša podjetja, ki jih mogoče druga podjetja nimajo. Torej, recimo, če pridejo podjetja iz držav cenejših
silo v Slovenijo, lahko oni neka dela mogoče opravijo ceneje, če je to edino merilo cena. Ne. Na drugem, oziroma nek drugi pogled tega pa je, da naše podjetje, recimo smo nastopali večkrat že na javnih razpisih v državah bivše Jugoslavije in smo bili večkrat najugodnejši, pa ker nismo bili glih najbolj priljubljen izvajalec, so nas enostavno vrgli ven. Ne. Tukaj tudi ne vemo, na koga se recimo v Sloveniji lahko obrnemo, da nam pomaga pri takih primerih. Ne. Ali je to, ne vem, minister za infrastrukturo, minister za gospodarstvo, ali sploh kdo, ali smo pripuščeni sami sebi, ker konkretno sedaj imamo primer, smo najugodnejši na enem projektu, konkretno na cesti, in že pol leta ne dobimo sklepa, da smo najugodnejši. Tako da enostavno v tujini nas gledajo, ne vem zakaj, z čudnimi očmi, bi to rekel. Hvala lepa. Gospod Kristjan. Ja, jaz bom kar pri tujini nadaljeval, glede na to, da živimo zelo blizu italijanske meje, mi marsikdaj kdo reče, se ti greš tam v Italijo, imaš posla, pa glej, koliko je Italija velika, ne. Jaz vam povem tako, meja v Evropi ni več, ne, ampak v glavah in tudi v poslovanju, predvsem v gradbeništvu, je še kako globoko zarezana. Tako da jaz mislim, da slovenska podjetja v Italijo in Avstrijo imajo malo možnosti. Zelo veliko priložnost pa vidim predvsem hrvaško tržišče, zdaj pa bom povedal zakaj. Pri nas se zdaj končuje perspektiva, katere je bila zelo veliko poudarka na koheziji, torej na komunalnih infrastrukturah in obnovi državnega cestnega omrežja. V to obdobje zdaj prihaja Hrvaška in jaz bi tukaj moje 3 kolege pozval, pa škoda, ker ni nobenega z vlade, da lepo skupaj nastopimo na hrvaškem tržišču, kjer neke reference smo si nabrali in bomo na ta način gotovo kakšen posel dobili, kjer se bo lahko tudi naše znanje, ki smo ga v teh par letih na čistilnih napravah, na kanalizacijskih omrežjih, na rekonstrukciji državnih cest dobili, gotovo prišlo prav. Jaz mislim, tukaj rabimo samo še malenkost podpore bank, da nam bo še malo bolj zaupali, da bomo lahko tudi več 10 milijonske projekte suvereno ponujali in na drugi strani rabimo malo sreče in predvsem politiko, katera bo tudi se znala postaviti po robu in bo rekla zob za zob. Vkolikor Hrvatije dobijo pošteno posle v Sloveniji, kar so jih že dobili, je prav, da tudi Slovenci, vkolikor so najcenejši, dobijo pod enakimi pogoji kot hrvaška podjetja posle na Hrvaškem. Hvala lepa. Gospod Petrič, bi lahko rekli, smo v Sloveniji po vašem mnenju dovolj razviti v gradbeni panogi, če bolj konkretiziram, bi lahko rekli, da so tehnologije, ki jih uporabljamo pri nas, primerljive s tistimi najbolj razvitimi. Ko smo se pred kratkim pogovarjali, ste tako malo vmes omenili, ali pa me lahko rečem bolj upozorili, da sta za delo v gradbeni panogi potrebna tudi pogum in modrost. Ja, zdaj na to tehnologijo jaz sem prepričan in tudi zagotavljam vsem, da so podjetja oziroma da imamo podjetja, katera smo ustrezno opremljena in ustrezno razvita in podprta tako tehnološko kot v drugih segmentih, tako da v tem segmentu ne zaostajamo za nobeno še tako razvito državo. Če mi dovolite, bi se še najprej navezal na prejšnjo delo v tujini. Mi smo se v preteklem času nekaj spogledovali za neka dela, najprej nekaj v Nemčiji, tja nismo nekako zbrali korajže, potem celo nekaj v Londonu, kjer me je nekako zamikalo, če ne drugega, da bi se vsaj naučil jezika. Moram pa povedati, zakaj se ne odločim za delo v tujini. Prvi pogoj je stabilno gospodarjenje doma. Najprej si moram zagotoviti dovolj sredstev, s katerimi lahko razpolagam in katere lahko namenim za dejansko za pridobitev novih trgov. Dejansko od nas podjetnikov, od podjetij pričakovati, da bomo sami šli čez mejo, pridobivali posel. Jaz mislim, da vsak nov posel je treba nekaj vložiti in brez vložka ni uspeha. Če hočemo to doseči, da bomo pričeli delovati na tujih trgih, moramo biti predvsem pripravljeni tudi na neke izgube.
tujci pri nas, mislim, da vsa leta, nekaj poznam teh primerov, jaz mislim, da nekateri, ki so tukaj prisotni, ki so resni, dobri partnerji, jaz mislim, da vsa leta ne delajo pozitivno, ampak so pripravljeni potrpeti, imajo nek budžet v zadju in jih pač nekdo podpira. Te podpore mi nimamo in do takrat jaz ne vidim nobenega pogoja, da gremo v tujino. Sem še mislila, da bo vsem kaj rekla še o hrabrosti in pogumu, ker ste imeli tako dobre in sočne takrat, ko so govorila. Ja, res je, hrabrost in pogum. Zdaj tako, v gradbeništvo je tehnična stroka. Prejle so tamle, je gospod z fakultete omenil, da je upad študentov. Kaj to pomeni? Jaz ne vem, verjetno domnevam, bil je povečan obseg nekih sredstev v Sloveniji preko evropskih sredstev, število zaposlenih v gradbeništvu pa upada. Inženirji nimajo prihodnosti. Verjetno, da to našo dejavnost prevzemajo ekonomisti. To je bolj moje izhodišče. Ekonomisti imajo mogoče več hrabrosti, več jajc, ker dejansko si izračunajo neko varno stran. Mi v tehniki predvsem nas zanima kvaliteta in storitev, opravljeno dela. Mislim, da imamo hrabrost, okolje pa temu ni primerno in nas nekako, mislim, da nas nekako ovira, tako da te hrabrosti ne moramo izkazati. Hvala lepa. Gospod Topolko, zakaj se potem dogaja, da naša podjetja tako težko nastopajo na tujih trgih, pri nas pa dela, če tako pogledamo, kar veliko tujih podjetij? Če bi samo na Kar izvolite. gospoda Petriča še nekaj dodal, mislim, da prevzemajo to panogo, vsaj v nekaterih primerih, pravniki in odvetniki, ampak to je pa že druga zgodba. Se bomo hmalo do vseh prišli, ste začeli z ekonomisti, pravniki, odvetniki, se bo. Ja, zdaj čisto konkretno pogledamo podatke, zdaj vsa dela oziroma vse razpise, ki jih mi oddajamo, še vedno v veliki večini predvidevajo te posle domača podjetja. Zdaj, nekaj poslov so tudi dobila tuja podjetja, ampak recimo čisto v samem gradbenem delu so to tudi v sodelovanju z našimi podjetji, so pa nekatera specifični pošli, ki jih tudi doma ni. Tako da, ne vem, če pogledamo od 1,1 milijarde evrov projektov, ki so bili izvedeni v prejšnji perspektivi na prometni infrastrukturi, je velika večina odpadla na domača podjetja, res velika večina. Zdaj, vemo, da so težave recimo z našim zakonom o javnem naročanju, pač zakon o javnem naročanju se iz leta v leto popravlja, mogoče je tudi manjka nekaj več poguma, da se ta zakon drugače tolmači in razlaga, oziroma da se ga tolmači bolj po vsebini, ne pa po nekih formalnostih. Ne. Ampak tu mislim, da potrebujemo malo več poguma. Hvala lepa, gospod Skok. Zagotovljen vir financiranja je poleg pripravljene projektno-tehnične dokumentacije eden od glavnih pogojev za pričetek izvajanja projektov. Zanima me, katere pogoje v Darsu ocenjuje kot tiste bistvene za doseganje ciljev, ki ste si jih zastavili. Ja, moram reči, da teh pogojev je kar nekaj. Naštel bi pa 3, ki so po naši oceni najpomembnejši. Prvi je vsekakor finančna vzdržnost Darsa. Zakaj to? Dars pri tej finančni vzdržnosti mora imeti stabilne prihodke, kajti mi, za razliko od DRSC-ja, v vse investicije investiramo z lastnim denarjem, iz lastnih prihodkov, prav tako pa poplačujemo kredite za izgrajene avtoceste. Z državnega proračuna mi ne dobimo nič sredstev. Če nadaljujem, moram reči, da kar se tiče finančne stabilnosti in stabilnih prihodkov, nekako en del je zagotovljen, to se pravi vinjetni del prihodkov je dokaj stabilen. Težave pa so pri cestninjenju težkih tovornih vozil, ker moram povedati, da smo v letu
15, kljub 5% povečanju prevoženih kilometrov težkih tovornih vozil v Sloveniji, prihodke pobrali za 4% manjše. To je kar zaskrbljujoče. Mi smo pripravili novo ustrezno politiko cestninjenja in si veliko trudimo, da bi nam skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo uspeli, da bi z 1.1.2016 to zadevo tudi realizirali. To je eden od bistvenih pogojev za nadaljnjo finančno stabilnost Darsa. Moram reči, da na predlog Ministrstva za infrastrukturo novo da rečem politiko cestninjenja sprejme vlada. Če vam še malo povem, kaj to pomeni nova cestninska politika, namreč težka tovorna vozila se strahovito hitro spreminjajo iz ekološko slabih v ekološko dobra vozila in obstoječi sistem cestninjenja je naravnan tako, da so slabša vozila bolj cestninjena, morajo več plačati za prevožen kilometer, kot tista, ki so bolj čista. Pri nas se je zadnje leta strahovito spremenil ta, da rečem, čistejša vozila. V glavnem imamo vozila Euro 5 in Euro 6 in če tega ne bomo spremenili, bomo z leta v leto zgubljali na prihodkih. Druga zadeva je nov poroštveni zakon. Dars je v letošnjem letu vlada je sprejela krovni poroštveni zakon, ki je Darsu omogočil, da bomo reprogramirali dolgove in nekako finančno vzdržnost premaknili za 10 let v prihodnost. Jasno, nov poroštveni zakon je pa tisti, ki nam bo omogočil, da bomo lahko najemali kredite za nove investicije. Mi smo osnutek že pripravili in ga nekako uskladili z Ministrstvom za infrastrukturo, je pa to seveda procedura, to mora iti medresorsko usklajevanje in sprejetje na vlado. Ta poroštveni zakon je pa seveda nadaljevanje oziroma predpogoj, da tako rečem, operativni program razvoja prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Kar se tiče Darsovega programa oziroma tistega kolača, ki ga imamo mi, je usklajen z Ministrstvom za infrastrukturo, tudi na drugih službah se nekako soglašajo, katere investicije so tiste, ki bi jih moral Dars v naslednjih letih izvesti in teh je za okrog 2,5 milijarde. Ta program zajema obdobje 10 let oziroma zajema tiste projekte, ki bi se v 10 letih začeli, jasno izgradnja bo pa še sigurno potem trajala še nadaljnjih 5 let. Tako da v 15 letih naj bi nekako 2,5 milijarde investirali v nove projekte. Hvala lepa. Gospod Libar, pa se še malo vrniva k vašim študentom. Kaj bo torej s tistimi študenti, ki so se upisali v prvi letnik, ki bodo končali študij, bodo dobili službo pri nas in gradili slovensko infrastrukturo? Ja, te, ki so se letos upisali, sigurno, ker je samo 59, tako da mislim, da oni ne bojo imeli težav. Še ena stvar se zdaj mi prišla na misel, ko poslušam, da ekonomisti vodijo naše. Zdaj sem v bistvu dobil idejo, kam vse naši študenti pobegnejo. Očitno pobegnejo na ekonomsko, pa na pravno fakulteto. Zdaj, mogoče bi se mogli kvečem boriti za to, da bi kakšne tehnične predmete predavali mi še tam, tako da bi vsaj osnovna znanja dobili. Kar se tiče, naša fakulteta letno proizvede na vseh študijih, se pravi vseh vodarskih, geodezija, gradbeništvo, okoljsko gradbeništvo, približno 310-315 diplomantov in to je kar taka konstantna številka že kar nekaj let in moram reči, da čisto vsi dobijo delo. Ampak pazite, ne vsi v gradbeništvu, to je pa dejstvo. Recimo, za ilustracijo, eden naš dosti dober študent je bil dolga leta direktor delikatese Ljubljana. Kar v bistvu ni nič hudega, ampak ni pa delal pač v svoji stroki. Jasno je, da lahko rata težava potem kasneje, če pride seveda do porasta gradbenih del, pa fantje in punce, ki so pa nas diplomirali, pač ne delajo v gradbeništvu, ampak delajo v nekih drugih panogah, ko se bojo pač mogli reaktivirati nazaj na svoje področje, znajo imeti težave. Take zadeve smo v zgodovini že imeli. Hvala lepa. In še spoštovani gostje, za konec, za moj del konca, še vprašanje za vsakega od vas in sicer zanimala me bo vaš komentar, kje bomo v Sloveniji čez 15 let oziroma po kakšnih cestah se bomo vozili.
Gospod Topolko. Jaz sem seveda optimist, da se bomo vozili po dobrih in varnih in boljših cestah kot danes. Ne. Ampak na to vam bom odgovoril mogoče s pogledom 5-6 let nazaj, ko smo se lotevali ko je ta finančna perspektiva bila v neki situaciji, ko so jo vsi gledali zelo negativno in je bilo veliko pesimizma vseh deležnikov. Ne. In tisti, ki smo na to gledali mogoče bolj optimistično, smo že imeli s tem težav. Ne. Ampak če danes pogledamo, da smo vseeno na koncu tega uspeli na prometni infrastrukturi realizirati dobro milijardo projektov, samo evropsko sofinanciranih, jaz mislim, da je potrebno pri vseh doseči nekaj več doseči nekaj več optimizma, ne, zato, ker če bomo govorili non-stop o pesimizmu, ne, to sem hotel povedati, potem se to prenaša še naprej na tiste, ki mogoče odločajo o nekaterih drugih stvareh, ki so pomembne za to, da pridemo do boljših pogojev, potem oni pač menijo, da nismo sposobni tega in onega narediti. Ne. Zato je potreben optimizem in sem prepričan, da bomo s tem optimizmom naredili nekaj več. Neke korake smo naredili in jaz mislim, da sledi samo z optimizmom naprej. Torej, po vaših besedah moramo biti bolj optimistični in ceste bodo boljše, ne? Mi bi rekli iz vaših ust v božje ušesa, ne? Kar naprej, vaš pogled, prosim, gospod Skak. Ja, poslanstvo Darsa in tudi naša vizija je začrtana tako, da se zagotovo ne sme stanje avtocest poslabšati v Sloveniji, kvečjemu izboljšati. Zato skrbimo, da bi res Dars bil finančno stabilen in prva naloga je, da bomo vlagali v obnovitvena dela in pa v dela, ki bodo povečala prometno varnost na slovenskih avtocestah. Moram reči, da zaenkrat, tako kot sem že povedal, od druge polovice leta 2013 nam to uspeva, tudi program za 2016 je optimistično nastavljen in jaz sem pripričan, da ga bomo s svojimi sodelavci zagotovo resničili. Jasno, ob določenih predpostavkah, ki pa sem prepričan, da jih bomo s 1.1.2016 dosegli in potem smelo šli v nadaljnje načrte. Hvala lepa. Gospod Lipar. Poglejte, se mi zdi, da ste na začetku v vašem uvodu narobno številko povedali. Mi imamo 6000 km državnih cest in od tega jih je 70% v zelo slabem in slabem stanju. Se pravi, tisti backlog je ogromen. Dejstvo je, da smo v zadnjih 2 letih, če lahko tako rečem, pridelali kar 1000 km slabih cest. Se pravi, tiste ceste, ki so bile nekako na meji, so se preselile med slabe ceste. Po do nothing scenariju, vsi vemo, kaj to pomeni, ne? Če bomo tako nadaljevali, ne, rabimo še 2 let, pa bomo prišli na 90%, pa potem mogoče še 1 let, pa smo na 100%. Ne? To je zdaj čist tisti črni scenarij. Ne? Mislim, da se je politika vsaj toliko zganila, da bo pač poskrbela za tiste, za načrtno, bi rekel, vlaganje na takšen ali drugačen način in da se pač ta črni scenarij ne bo zgodil. Je pa res, ne, da dokler se še lahko toliko vozimo po teh cestah, pač vozniki si mislijo, ok, sej še kar gre. Ne, sej. Potem pa, ko bo pa direkcija mogoče nekoč prisiljena določene ceste zapirati, zaradi tega, ker bojo absolutno prometno nevarne, potem bo pa najbrž nastopil čisto drug moment in potem najbrž bo morala naša politika, naša vlada, škoda, ker ni nikogar spet tukaj, tako kot ponavadi, zelo hitro odreagirati. Ok, torej po vašem mnenju bo slabše, bomo ceste zaprli, sem dala podatek, ja, 6000 km, kolikor imamo in 2/3 državnih cest vsakodnevno propada, po vašem bo pa hmal več ali manj še 20% gor, ne? Ok, pa še z vaše strani, gospod Banič. Jaz bi se mogoče navezal na gospoda Liparja. V prvi fazi sem definitivno optimist. Verjamem, da bomo v naslednjem obdobju imeli relativno dobro kvaliteto, bom rekel, pomembnih državnih cest, magistralnih, kakorkoli drugače, in definitivno bomo imeli dobro kvaliteto avtocest. Sem pa po drugi strani pesimist,
Za preostalih, jaz bom rekel 3000 ali pa polovico magistralnih cest, lahko jim rečemo komunalne ali pa lokalne ceste, ker verjamem, da za to intenziteto vlaganja v njihovo obnovo bo kvaliteta samo slabša. Mogoče pa to, bom rekel, nova strategija, nova pot, ki jo naša politika še samo predstaviti ni imela časa, da pa glede na to, da smo v veliki meri država, ki ima dosti gozdov, da so bele ceste naša prihodnost in da je to naša turistična prednost, ne vem, malo heca. Na koncu pa bi dejansko nekako izkoristil in danes mislim, da smo iz predavanj, ekspozejev kolegov iz tujine jasno slišali, da je breme o tem, kakšne ceste si želimo, kaj početi, na kakšen način, bom rekel, obnavljati ceste, investirati na vseh nas, na vseh deležnikih, vključno s politiko, potem na čelu s projektanti, naročniki, nami izvajalci in potem tudi vsemi drugimi davkoplačevalci, ker se ceste delajo za njih, da se domenimo, za isto mizo dogovorimo, kaj želimo, na kak način bomo do tega prišli in da se tega potem tudi v duhu, da delamo dobro za vse, tudi držimo, ne? Ker tega pa v Sloveniji, danes sem večkrat že v hrabrosti, pogumu, bom rekel, treznemu razmisleku, definitivno manjka. No? Hvala lepa, gospod Mrdengo Senca. Meni je bilo všeč, kar sem slišal od gospodov na moji levi in jim želim veliko moči, da bodo res to izpeljali, kar smo slišali. In če bo to res vse narejeno, potem verjamem, da čez 15 let, da bodo ceste boljše. Vsako odstopanje od tega nekega 5-letnega srednjeročnega plana pa nažalost ne bo. Hvala. Okay, hvala lepa, gospod Kristjan Mugrli. Ja, jaz upam, da ne v 15 letih, ampak še prej se bomo Primorci na Bled pripeljali po 3-pasovni avtocesti, ker tukaj vidimo, da je kar ostaja neko ozko grlo, dejansko avtocesta Ljubljana-Postojna je v prometnih konicah k večjemu nivo mestne upadnice, tako da tukaj jaz tudi gospoda Skoka malo izzivam, da še on o tem kaj pove, ko govori o tretji osi, pa o preplastitvah, o naši cesti pa nič. Tako da si v bistvu želimo, da bo tudi ta del ceste obnovljen preko 15 letih, drugače pa, če bo tako štartalo, kot so nam nekako dali vedeti, danes jaz upam, da se bo ta infrastruktura vseeno popravilo stanje in da bomo gradbinci lahko na malo daljši rok, kot smo bili navajeni sedaj planirali, tako glede zaposlovanja, tako glede dela za bodoče študente, ki bodo dokončali fakultete, kot tudi glede opreme in vsega skupaj, kar je povezano z cestno infrastrukturo. Hvala. Hvala lepa, gospod Primož Petrič. No, jaz sem ves čas razmišljal zdajle o penziji čez 15 let. Iskreno. Pa upam, da bodo imeli takrat avtomobile na nekih blazinah, da sploh ne bomo več po cestah vozili. Mačkan za popestritev. Drugače pa je že dlje časa je, bom rekel, vsi mi se, tudi, bom rekel, skoraj navadni državljani trudimo tele naše od zgoraj prepričati, da je potrebno nekaj vlagati več v to našo infrastrukturo. Jaz mislim, da bomo morali tudi v bodoče kar nekaj molitev opraviti, da bodo naše želje uslišane. Veseli me, da se bo država odločila, da bo v to vložila več sredstev. Kaj to pomeni? Da bo morala več sredstev pridobiti. Če bo želela pridobiti več sredstev, pa bo morala poskrbeti, da bo gospodarstvo funkcioniralo. To je verižna reakcija. Jaz mislim, da je prav, da najprej zahtevamo denar od države, potem pa naj država začne razmišljati, kako ga bo dobila. Mislim, da je to edina, nažalost, prava pot. Hvala lepa, torej po vaših besedah se ne bomo vozili po makadam cesti, kot so napovedovali, ampak tukaj, če poslušam vas in na drugi strani optimizem z vaše strani, bo vsekakor boljše. Hvala lepa vam za vaše misli, zdaj pa vas tudi vabim, če imate vprašanja za naše goste, da jih poveste tudi z vaše strani. Gospod, izvolite. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da je bila razprava kar pestra, veliko smo slišali. Pogovarjali smo se pravzaprav o dveh zadevah. Eno je obnavljanje obstoječe cestne mreže, drugo so pa novi veliki projekti.
Zdaj, kar se tiče obnavljanja, je zelo pozitivno to, kar je gospod Topolko povedal, vendar tu imam jaz en strah. Namreč zakaj gre? Danes, pa tele 2 dni smo tukaj veliko slišali o tem, kako je treba gospodariti z vozišči, kako imamo res fantastične metodologije, kako lahko ugotovimo najbolj optimalne scenarije in tako naprej. Vemo pa iz naših izkušenj z preteklosti, da ko pa se sprejema proračun v državnem zboru, je pa to eno samo veliko trgovanje, kateri odsek bo drug drugemu poslanci, ko bojo to podprli in tako naprej. In tukaj mislim, da bi mogli, slišal sem neke ideje, prideti na nek sistem, da je recimo vsaj 50, če ne 80% tega programa strokovnega, politika pa ne ima recimo na 20%, da si tam talejo med sabo. Mislim, da je to zelo pomembno, ker ta prioriteta je pomembna. Sprav, da delamo s temi omejenimi sredstvi tisto, kar je najbolj nujno. Kar se pa tiče velikih projektov, pa moja osebna izkušnja je prvič, da če 3 ministri, in to je minister za infrastrukturo, minister za finance in minister za prostor, ne sodelujejo in nimajo istega cilja pripeljati neke projekte v realizacijo, potem ta zadeva ne bo laufala. Jasno pa, da na vsemi temi morajo predvsem predsedniku vlade biti tisti, ki podpira te velike projekte. In dokler tega ne bo, se pri nas veliki projekti ne bojo začeli. Zdaj, kar se tiče teh velikih projektov, bi še to omenil, da je zelo danes je bilo omenjeno, sicer, da se nekaj pripravlja, da damo veliko težo, sploh v teh srednjeročnih programih, se zdaj pripravljajo pripravi projektov. Moja izkušnja je, pa sem kar veliko projektov skozi dal, da ko pride do same gradnje, je zame projekt več ali manj zaključen. Vse tisto, kar se prej dogaja, je zelo iracionalno, nepredvidljivo in tako naprej, medtem ko gradnjo potem operativci že lepo rešujejo vse tiste sprotne probleme, ki jih je treba. Tako da tej pripravi je treba veliko težo in zelo nevarno je ta trenutek v Sloveniji klima, da itak ni denarja in bomo samo za vzdrževanje in da ne nehamo sanjati o nekih novih projektih in tako naprej. Narobe, ne. Mi moramo ta trenutek izkoristiti za pripravo teh velikih projektov. Ne. Zdaj morda malo za hec, bolj kot za res. Danes je bila tukaj neka pobuda, da bi se slovenski gradbeniki združili v nekem nastopanju, recimo na Hrvaškem po tujini. Moram reči, da te pobude sem jaz tudi že pred leti dejal, pa da ne bo slučajen spet tako, da je bilo pa v medijih, da je to neko novo kartelno dogovarjanje. Tako da pri tem je treba zelo paziti, kako se ta zadeva predstavi. Se mi zdi pa zelo pomembno to, kar je gospod Petrič rekel, da v tujini lahko operativci delajo samo, če imajo doma neke, lahko rečem, tudi rezervne posle, ker vemo, v tujini je zadeva rizična in če slučajno tam nekaj ne laufa, da lahko ti doma le še nadaljuješ in da firma ne pride v velike težave. To je bilo vedno pravilo. Firma, ki ima doma neke posle, lahko tudi dela v tujini. Zdaj, lahko bi še veliko tega, no pa da nam preveč časa. Ja, edino eno vprašanje gospodu Skoku, kakšno vlogo si predstavlja on pri gradnji, rekel je, da pripravljajo gradnjo druge cevi predora Karavanke, kako vidi možnosti slovenske gradbene operative pri tej gradnji. Hvala lepa. Hvala vam. Prosim. Ja, dejansko je tako, da mislim, da se je slovenska gradbena operativa v zadnjih 2 letih delno usposobila tudi za gradnjo predora Karavanke. Ne bi govoril o firmah, ampak bil je zgrajen predor v zadnjem letu na državni cesti. Upam, da bodo to lahko s pridom uporabili. Strokovni kader je še. Sem prepričan, da je še združen, da se še ni popolnoma razgubil. Zadeva ni tako daleč odmaknjena, ker državni prostorski načrt je pred koncem in zaenkrat teče vse po planu in koncem leta 2017, začetku 2018 bi se moral začeti graditi. Tako da treba je zdržati do takrat, mogoče še kakšno referenco dobiti in našo operativo sposobiti. Je pa tako, da je predvideno, da se gradbeno izvede naša cev, je naš razpis, za avstrijsko stran Avstrijci, vsa oprema, elektrostrojna oprema je pa skupna razpis.
Hvala lepa. Lahko predate mikrofon tukaj v prvo vrsto, prosim. Thank you. My name is Anders Hundahl. I'm the CEO of the Danish Asphalt Pavement Association. I have a comment and a question. The comment regarding young people in Denmark as well as here, I guess the asphalt pavement career is perhaps not among the most sexiest career for young people. And therefore we have created an organization called Via Dania. Together the industries, the faculty, technical faculty, the state and the municipalities. The aim being to market the industry towards young people and offering them internship in the companies. And in only 2 years it have actually created a pipeline of young people to the companies. So that was just a comment on one way that might be solved. The question regarding the funding, which is a problem all over the world, well, all over Europe anyhow. And more pension funds are having trouble getting good interest rates. In Denmark they are below zero now, so they have to pay money to have them in the bank. And more companies in the pension world are looking at the infrastructure branch as how to invest money there. And we are a little bit on the one side or the other side in Denmark. Is it good that people come with their money and say we would like to invest, or is it bad that we have a third player that should profit? I don't know if you have any thoughts about that in Slovenia. That could be interesting to hear for me. Gospod Petrič, jaz sem po izobrazbi ekonomist. Zato vzel si pravico, da to komentiram. Pa še eno mogoče, Pomgrad ves čas, tudi skozi vse te krize, zelo malo časa je, bom rekel, načelo bil gradbenik ves čas z neke druge branže, ki jo vi sicer pravite, da je manj vredna, ampak mogoče je pa ta prinesla dovolj konzervativnosti, da smo preživeli vsa ta leta. V Sloveniji, nažalost, danes penzijski fondi in ostali, bom rekel, zavarovalnice in ostali, bom rekel, finančne institucije, ki imajo dolgoročen denar, so premlade, da bi po moje razmišljali o tako dolgoročnih naložbah, kot jih rabimo za to, da bi se taki fondi vključevali v infrastrukturne projekte, in zaenkrat se pri nas ti fondi ne vključujejo niti v nepremičninske, bom rekel, osnovne nepremičninske projekte, kaj šele, da bi razmišljali o tem, da bi se vključevali v infrastrukturne projekte, ampak verjamem, da je to bodočnost, je pa to, kar ste vi rekli, neke vrste dilema. Denar, ki je dolgoročno naložen za socialo, naložiti projekte, ki na koncu terjajo profit, vprašanje, kako bo to pri nas, kjer je ta socialna komponenta, bom rekel, da ta medgeneracijski sporazum še zmeraj velja, da se pravi mladi delajo za starejše, vprašanje, kako bo to pri nas šlo v izvedbo. Hvala lepa, prosim. Seveda pri nas je konstantno vprašanje, na kakšen način sploh financirati te velike infrastrukturne projekte. Mogoče smo imeli tudi težavo, da ni bilo dovolj denarja, mogoče za redno vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, zato ker smo tudi velike infrastrukturne projekte financirali s proračunskimi sredstvi. Mogoče sredstvi, ki bi morala biti namenjena za investicijsko ali tekoče vzdrževanje. To je mogoče to zdaj vprašanje, kdaj ali prejiti na financiranje velikih infrastrukturnih projektov, pač z nekimi drugimi modeli financiranja. Ali so to obveznice, ali so to nekateri drugi viri. To je tisto vprašanje, o katerem se bo pač treba pogovoriti. Se vemo, na kakšen način DARS pač financira te projekte. Tudi mi na direkciji vodimo relativno velike projekte in teh možnosti nimamo. In zato je to eno vprašanje, ki ga bo treba, pa jaz mislim, v relativno kratkem času razrešiti. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Prosim, gospod. Jaz bi imel en komentar, pa tudi eno vprašanje. Mi vemo, kakšne težave imamo v Sloveniji za določene specialne visoko strokovne tematike, kako zagotoviti vrhunski inženirski kader.
Zato se mi zdi to, kar je bilo danes zjutraj rečeno od profesor Tolacija, pa tudi danes od profesor Liparja, da veliko število študentov odhaja v tujino. Moje mnenje tukaj je, seveda je prav, da grejo v tujino, nič ni s tem narobe, zame pa so študenti, ki grejo takoj po končanem študiju v tujino pravzaprav izgubljeni. Ko on začne kariero zunaj, ko je par let tam, kot prvo ga tam zelo stimulirajo, mi vemo, da naše okolje ni zelo prijazno za ljudi, ki pridejo iz tujine in se bojim, da bi moral biti postopek obraten. Mi bi mogli ljudem, ki končajo fakulteto, prvih nekaj let zagotoviti, da dela tukaj, ker če to ni tako, potem pride v Slovenijo nazaj kot tujec in zelo malo se jih bo vrnilo. To je ta prvi komentar. Drugo bi bilo pa vprašanje za moje kolege, direktorje gradbenih podjetij. Slišali smo od kolega Andersa, da se posamezna združenja se trudijo, da bi naredila posamezne panoge, on se izrazil seksi. Ašik ne more prevajati. Skratka, posamezne panoge, tudi industrija asfalta v Evropi, po svetu se trudi, da bi naredila panogo čim bolj seksi, čim bolj atraktivno. Kako bomo zagotovili, da bomo imeli v prihodnje ljudi na asfalterskih mašinah, da bojo delali, bom rekel, z lopato pri asfalterstvu in tako naprej. To se mi zdi vsaj tako velik problem, kakor je problem samih inženirjev. Ja, tukaj je širši problem, ali je to samo slovenski, ali samo slovenskega gradbeništva, ali je to vse evropski. Gotovo kader, kateri je pripravljen delati 10-12 ur na soncu poleti, potem tudi po zimi, če je potrebno, ob slabih vremenskih razmerah, ne moreš dovolj kvalitetno plačati, da bo zadovoljen. Zdaj, kje dobiti tak kader, vidimo že zdaj, da so težave, ne? Ker dejansko to ve bolj profesor, koliko dijakov se zaposli in koliko jih gre naprej v študij, ne? In mislim, da bo to kar velika dilema naprej. Jaz upam, da bo vseeno, ne vem, to gradbeništvo toliko perspektivno, da bo obdržalo določeno kritično maso delavcev, da rečem tako, strojnikov, šoferjev, asfalterjev, kjer se bo nekako konstantna kvaliteta vseeno lahko dosegala. So to tudi izzivi za nas največje gradbena podjetja. Mi recimo konstantno zaposlujemo zidarje, šoferje, strojnike, če so le, tudi za inženirje imamo smo vedno jih pripravljeni vzeti kot pripravnike, zato da jim damo neko štartno osnovo in če tam ugotovimo, da je dovolj perspektiven in da ga zanima delo v cestnem podjetju ali na asfalterski stroki, inženirski stroki, kakšnakoli, ima gotovo vedno odprta vrata, da se pri nas tudi nadalje zaposli. Hvala lepa. Mogoče za zaključek še kakšno vprašanje z vaše strani? Prosim, še gospod. Danes sem skupaj, bi pa vprašal, recimo poslušali smo iz podjetij, da je težko vlagati za razvoj. Včasih vemo, da je DARS in DRSI tudi razpisovali raziskovalne naloge, da bi lahko kakšne novitete dobili, da bi tudi s tem podjetjem pomagali, da bi lažje nastopali tudi v tujini. Se vemo, včasih, ko smo to delali, smo delali raziskovalne naloge doma, pomagali skupaj z DARS-om in DRSI-jem, da smo lahko ta razvoj tudi naprej v tujini prodajali. To je prvo moje vprašanje. Drugo pa, vemo, da je DRSI in DARS sta pomagala pri razvoju tehničnih specifikacij. Vemo, da je ta razvoj zadnjih, jaz rečem, 5-6 let čisto zostal. Vemo, da smo v Evropi poslušali na tem kolokviju, da gre razvoj naprej. Ali mislite, da te dva glavna naročnika v Sloveniji tudi kaj na tem področju lahko kaj pomagata, da se bi ta razvoj naprej peljal? Jaz moram reči, da smo v zadnjem letu ali pa letu pa pol neke naloge pomagali financirati raziskovalne prav na področju asfalta. To tudi gospod Henigman ve. Seveda, če bi tega bilo več, bo DARS zagotovo k temu pristopu. Mi imamo posluh za te zadeve in
mislim, da se lahko obrnete s takimi zadevami na nas. Prav tako pa tudi sami pogrešamo, da so tehnične specifikacije res že malo zastarele in bi bilo treba korak naprej napraviti, da bi se posodobile. Seveda mora pa biti neka gonilna sila oziroma nekdo, ki bo to stvar vzel pod svoje okrilje, bi bomo pa zagotovo pristopili finančno zraven. Seveda smo tudi pri nas pripravljeni sodelovati pri financiranju takšnih raziskovalnih nalog. Nekaj smo sicer s fakultetami sodelovali v nekem manjšem obsegu. Tako da, če bo prišlo na kakšne pobude, smo tu. Hvala lepa. Gospod Slovenko, potem predlagam, da narediva zaključni. Tole bi mogel komentirati, ne? Mislim, fajn, vse je lepo, dajmo zaključiti optimistično, meni je to všeč, ne? Ampak mi brez nekega močnega sistema, ki ga lahko vzpostavijo ministrstvo, Direkcija za infrastrukturo, DARS, pa te, bom rekel, civilne inštitucije, da se usedemo skupaj, da pride skupaj 10 ljudi, da povemo, kaj je potrebno, da naredimo ustrezne sklepe, da čez en mesec se spet usedemo, pa čez en mesec spet usedemo, brez tega žal uspeha ne bo. Mi zdaj že kar 5-6 let takole debatiramo, sej bo, ne bom rekel, DARS je kar nekaj vložil, saj preko programov preiskav in tako naprej, vendar to je premalo. To je premalo zato, da mi zagotovimo tehnične specifikacije, saj bom rekel 10% tega, kar imajo v Avstriji, to, kar so vzpostavili na njihovi družbi za raziskave v cestni in prometni stroki, zato rabimo enormno energije, niti ne tako veliko sredstev, rabimo pa smer, da se reče, pejmo v to smer in če bo zastavljena ta smer, potem sem tudi prepričan, da bomo lahko optimistični. Tako da ne rabimo veliko, rabimo pa smer. Ta trenutek smeri ni. Tako da res apel na, bom rekel, res ključne ljudi, da to smer skupaj potegnemo. Hvala lepa. Jaz bi še sam toliko dodal. Jaz sem pozabil povedati, da mi tako z ljubljansko kot Mariborsko fakulteto gradbeno sodelujemo in imamo kar nekaj manjših raziskovalnih nalog, ki se odvijajo na takšnem ali drugačnem področju, predvsem na področju, moram reči, prometne varnosti, na področju cestninjenja, skratka teh nalog teče. Jasno, jih je pa zagotovo premalo, bi lahko bilo še več. Je pa, manjkajo ideje, ki jih je treba sproducirati na pravo mesto. Zdaj, gospod Henigman je rekel, da bi neka zadeva se formirala nekih 10 ljudi. Kdo je to? Kdo bo pobudnik tega? Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. In to bom jaz prepustila vama, da boste potem debatirala, dovolite mi za zaključek, da dobimo aplavz, video pa greste v debato naprej. Tako da hvala mojim gostom tukaj za odgovore. Hvala lepa tudi vam, cenjena publika, da ste nas tako pozorno spremljali. Prav bi bilo, da se o tako pomembni temi pogovarjate še naprej in gospod Slovenko Henigman je nakazal, da bo zdaj čudovita in živahna debata zunaj, tako da bom čisto kratka. Mogoče zaključen sem z mislijo, vsi poznamo rek, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. In mislim, da se žal zdi, da se to dogaja prav tukaj, dobesedno in tudi metaforično. S tem, ko se obnovo cest ne vlaga, bomo hitro dosegli luknje v cestiščih in se vozili po makadamu. Sicer ste mi trdili, da tako ne bo. Luknje pa država koplje tudi s tem, da premalo vlaga v investicije in s tem ogrožajo delovna mesta v gradbeništvu, predvsem pa tudi varnost nas, ljudi na cesti. Vendar, obrnimo se še na drugo stran, dejali ste mi, da ne bom optimistična, s tem bom zaključila in mislim, da je današnja okrogla miza lahko dober začetek poti sodelovanja in tudi dopolnjevanja skupnega cilja delati v dobro državljanov. In zato naj bo prihodnje srečanje že z rezultati in mogoče tudi skupno vizijo. Še enkrat hvala in prijetno druženje še naprej.